Pozdravljeni, sem Eva Križišnik in na tem posnetku bomo govorili o enakopravnosti, pravičnosti, poštenosti in transparentnosti, ki so neločljivo povezani s pojmom integritete. Tokrat vas že na začetku povabim k izpolnjevanju delovnega lista, tokrat delovnega lista 2, ki se navezuje prav na te pojme. Stavite posnetek, izpolnite delovni list, nato pa se vrnite k ogledu. Pravičnost, poštenost, transparentnost in enakopravnost so podpojmi, ki jih povezujemo s pojmom integritete in za katere si prizadevamo, ko si prizadevamo za integriteto. Udejanjati enakopravnost pomeni, da morajo imeti vsi ljudje, kadar se znajdejo v enakih ali podobnih razmerah, enake pravice in dolžnosti. Najbolj temeljne med njimi so človekove pravice, za otroke tudi otrokove pravice. Demokracija varuje te človekove pravice, te pa niso razlikovalne oziroma diskriminatorne, kar pomeni, da pripadajo vsem, ne glede na razlike. Hkrati je dolžnost vseh nas, da spoštujemo in pomagamo uresničevati pravice drugih. S spoštovanjem človekovih pravic je tesno povezana tudi pravičnost. Pravičen človek ravna v skladu z normami in priznanimi načeli ter pri presojanju ali vrednotenju upošteva resnična dejstva. Obstajajo različne teorije in oblike pravičnosti, med njimi tudi socialna pravičnost, ki se nanaša predvsem na pošteno obravnavo vseh članov družbe v različnih družbenih, ekonomskih, izobraževalnih ali drugih kontekstih. Za integriteto je ključna tudi transparentnost, ki v najširšem pomenu besede pomeni odprtost pri delovanju, ko vemo kdo, kaj, zakaj. Torej, da se informacije ne prikrivajo. Te informacije so tudi varovalo proti korupciji, povečujejo zaupanje v tiste, ki sprejemajo odločitve oziroma v vodje ter v javne institucije. Poštenost pa pomeni ravnanje v skladu z določenimi normami in priznanimi načeli. Pošten človek obvladuje moralno negativna nagnjenja in teži k dobremu, je ena od definicij. Tak človek se tudi ne okorišča z oškodovanjem drugega ter izraža resnične misli in čustva. Pošteno pomeni tudi nasprotje od koruptivnosti in neupravičenega prilaščanja dobrin in zaslug. Za integriteto je ključno biti pošten v odnosih do drugih, držati besedo ali obljubo, biti iskren in resnicoljuben ter na podlagi tega oblikovati svoje izbire in odločitve. Kakšne so lahko posledice, ko so enakopravnost, pravičnost, transparentnost in poštenost kršene, pa bomo spoznali v naslednjem poglavju.